moje ime je Rijana in danes odgovarjam na 24 vprašanj. S 3 pridevniki: iznajdljiva, drzna in ustvarjalna. Najbolj me osrečuje preživljati čas z osebami, ki so mi najbližje, deliti z njimi najbolj intimne in najbolj srečne trenutke in pa ful rada potujem. Na dolgi rok, torej z družino in za življenje čez 10 let, bi rekla v Sloveniji, na obali, na slovenski obali, kjer sem zdaj, zato ker je tu moja družina tle in bi rada bila blizu. Če ne pa v kratkem bi rada na neke tropske kraje šla živeti, mogoče kakšna Mikronezija. Moj red flag je to, da nikoli ne odpisujem ali pa ful počasi odpisujem, odpisujem kratke odgovore. Na nekomu red flag pa je to, da je ful nesramen do natakarjev, do prodajalcev, do ljudi, ki imajo nek servis. Na moških me najbolj privlači inteligenca, smisel za humor, da je tako vsestranski, da zna delati več stvari, da lahko potem tudi jaz z njim delam različne stvari in se zabavam. Hobijev pa imam milijon. Trenutno je moj hobi delanje verižic, zapestnic, rada ustvarjam. Sem pa tudi že kvačkala, slikala na superge, ne vem, vsega sem probala, že šivala sem. Safari od J Balvina. Življenje se mi ni spet toliko drastično spremenilo. Slovenija je še vedno toliko majhna, da ti mogoče pozornost ne spremeni življenja. Še vedno imam iste ljudi ob sebi kot prej, še vedno živim normalno življenje. Kar se mi je najbolj spremenilo, je mogoče to, da ne študiram več, ampak oktobra bom šla spet študirati, tako da sem si vzela eno leto malo pavze. Po eni strani je bilo ful lepo, ful sem bila vesela, da sem dobila toliko podpore, da sem bila ljudem všeč. Po drugi strani pa sem dobila ta nek ogromen pritisk in sem imela občutek, da imajo vsi neka pričakovanja od mene, tako da po tej strani je mogoče bilo malo preveč overwhelming. Ja, se mi zdi, da ko dobiš pozornost, je to nekaj čisto normalnega, da dobiš žaljiva sporočila. To sem jih dobila verjetno že prej tako v življenju, ampak s pozornosti je tega bilo še toliko več. Govorice me niso toliko prizadelo me je, kdo je te govorice govoril, od koga so prišle te govorice, ki sem mislila, da so to osebe, ki jim lahko zaupam in ki so moji prijatelji, ampak se je izkazalo, da ni tako. Z Blažem imava ful dober odnos zdaj. Sva ful dobra prijatelja in ko sem jaz v Ljubljani, ga pokličem, če on na obali me on pokliče, greva na pijačko in to je v bistvu to. Sva prijatelja. Z ostalimi dekleti sem z nekaterimi še v stikih. Najbolj se razumem z Majo, z Anjo, z Mijo. Mogoče še s kakšno se kdaj pa kdaj slišim, ampak to je pa to. Se mi zdi, da sem res sebe nekako spoznala. Po vsej tej pozornosti sem nekako izgubila to svojo samozavest, ki sem jo prej imela in sem mogla nazaj pridobiti to in nazaj sebe spoznati. Tako da to je, mislim, da najbolj taka stvar. Mogoče tudi malo kliše, ampak ja, to je to. Moje življenje je zdaj tako. Se mi zdi, da sem našla svoje ljudi, sem našla svojo rutino, sem se nekako stabilizirala, tako da zdaj je nekako vse bolj pomirjeno, vse bolj sčilirano, bolj lepo je, v redu je.
Ta beseda vplivnica oziroma influencer mi ful ni všeč, ampak po drugi strani, če pomisliš, se mi zdi, da je vsak nekako vpliva na druge ljudi, vsak je vplivnež na svoj način. Ti lahko vplivaš na tvoje prijatelje, svoje mnenje, na družino, tako da po mojem je vsak nekako vplivnež. Jaz pač mogoče vplivam na malo več ljudi kot ostali, zato ker mi toliko ljudi sledi. Tako da, ja, beseda vplivnica mi ni všeč, ampak ja. Mislim, da daljše sodelovanje imam zdaj s 4 podjetji. Vsake toliko pride še kakšno novo podjetje, ampak ta 4 pa so taka, ki mi je ful všeč ekipa, so mi všeč produkti in res podpiram to, kar predstavljajo in to, kar delajo. S tem delom na dolgi rok verjetno ne bom nadaljevala, zato ker se zavedam, da to je zdaj trend in ne vem, kaj bo čez 4-5 let, se mi zdi, da ne morem na to računati. Moj sanjski poklic pa ne vem točno še kaj je, še ugotavljam. Ja, imam partnerja. Se mi zdi, da sva zdaj oba dva končno se naučila iz vseh napak, ki sva jih delala in sva končno našla svoj mir in sva v zdravi in srečni zvezi. Ja, definitivno. Bolj zaradi tega, ker bi ful rada bila spet toliko časa brez telefona. To mi je bilo najbolj všeč, da sem lahko bila odklopljena od sveta in ful sem tekmovalna, tako da ful rada tekmujem proti drugim. Umaknila sem se, ker sem to rabila. Pač enostavno rabila sem čas, da nazaj pridem do tiste osebe, ki sem bila prej, da se nazaj spomnim, kdo sem in zakaj sem in kaj podpiram in kaj ne. To je pa ful lepo. Nazadnje sem jokala zaradi sreče. Jokala sem, ko sem končala operacijo oči in sem pogledala v stvari in sem videla in sem se zjokala od sreče. To je nazadnje, ko sem jokala. Moji vzorniki so moji starši. Čez 5 let, iskreno ne vem točno, kaj stara bom 28. Verjetno bom njih začenjala družino, upam, da bom finančno že močna, verjetno bom imela nekaj svojega ali neko podjetje, bomo videli. Verjamem v karmo, torej dobro se z dobrim vrača in to je verjetno edina stvar, v katero verjamem. To je to. Hvala, da ste me spremljali in se vidimo naslednjič.